Ta teden je Abdullah Syed zmagal na demokratskih predizborih za ameriški senat v Michiganu, kar je nesreča za prebivalce Michigana. Zdaj ljudje iz DSA to imenujejo napreden preboj, čudež ljudske baze. Ampak kaj je naprednega pri kandidatu, ki ga hvali celo muslimanska bratovščina? Ali pa kandidatki, ki se dobesedno norčuje iz naglasov? Poglejte si. Zdaj, Mike, samo spomnil te bom. Če ne znaš izgovoriti imena, ga raje ne omeni. Ali pa me preprosto kliči Abdul. Zdaj na CNN-u je judovsko državo označil za odpadniško državo in lažno obtožil Izrael genocida. Očitno pa El Said nima težav z genocidom, ko Hamas napade suvereni Izrael ter množično pobija in ugrablja ljudi. Medtem v Michiganu, potem ko je terorist zapeljal z avtomobilom v judovsko šolo sinagoge v poskusu ubiti ameriške judovske otroke, je bil njegov odziv: ranjeni ljudje ranijo druge ljudi. Terorist je imel namreč sorodnika, ki je bil član teroristične skupine Hezbollah in je bil ubit v boju v Libanonu. El Said je prav tako zavrnil izjavo, da je atentat na Hitlerja našega časa. Ajatolo Hameneja je bila dobra stvar, ker je imel volivce, ki so bili, kot je sam rekel, žalostni. Resno? To je kandidat, ki je svojo celotno kampanjo zgradil na napadanju AIPAC-a, ameriške lobistične organizacije, ki jo financirajo izključno Američani. Medtem ko je gradil svojo podobo na zavračanju tujega vpliva, je njegova lastna kampanja tiho prejela več kot $115,000 od donatorjev povezanih s CARE, Svet za ameriško-islamske odnose, skupina, ki jo je Združeni arabski emirati uradno označila za teroristično organizacijo, kot tudi zvezni državi Florida in Teksas. Na seznamu donatorjev so predsednica nacionalnega odbora CARE, nacionalna blagajničarka in izvršni direktor CARE Nihat Avad, isti moški, ki je dejal, da je bil vesel, ko je Hamas 7. oktobra udrl iz Gaze in da je tast El Saida eden največjih finančnih podpornikov Super PAC-a, ki podpira njegovo kampanjo. Ta tas je član ustanovnega odbora Islamske družbe Severne Amerike, ki je še ena organizacija, imenovana kot sozarotnica brez obtožnice v največjem primeru financiranja terorizma v ameriški zgodovini. To je sovražno, neveden moški, ki je obseden z državo, ki je tisoče milj stran in nima nobene povezave z njegovim okrožjem, ker je v svojem bistvu islamistični supremasist. Kar se je zgodilo v Michiganu ta teden, dokazuje, da strategija DSA deluje natanko tako, kot je bila zasnovana. Želijo zgraditi koalicijo denarja za oskrbo, simpatij do muslimanske bratovščine, podprto strani streamerjev, ki so ves čas na spletu, in nato se pretvarjajo, da je to tisto, kar si želi ameriška javnost. To je resnično izredna situacija za demokratsko stranko. Prebudite se, demokrati!